Pravljični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci. Danes se selimo v morje. Napnite ušeska in prisluhnite pravljici. Morski ježek naredi vse narobe. Nekoč, že dolgo tega, je globoko v morju živel najbolj priljubljen morski jež na vsem svetu. Bil je prijazen, razgledan, zanimiv in vsakomur je priskočil na pomoč. Njegova skrivnost je bila, da je bil zares ponosen nase le takrat, ko je videl, da ga imajo radi. Nekega dne se mu je zazdelo, da ga nihče več ne mara. Vsi so bili jezni nanj. Nič ni naredil prav in vse mu je šlo narobe. Že zjutraj mu je med krtačenjem odpadel zobek. Bratec se je zjokal, ko mu je ježek po nesreči preluknjal mehurček, s katerim se je igral. Očil je hotel pomagati na hiši popraviti streho, a mu je namesto tega podrl vse, kar je do takrat naredil. Mamico je med objemom zbodel v mehek trebušček. Babici se je hotel potožiti, kako neroden je, a ni imela časa zanj. Pripravljala je kosilo za sorodnike. Hitel je k svojemu najboljšemu prijatelju, a ga ni našel. Ježek je bil razočaran in osamljen. Tako se je trudil, poskušal je biti prijazen in v pomoč, a tistega dne mu ni šlo. Zdelo se mu je, da ga nimajo več radi in prav nič ponosen ni bil nase. Lačen je bil, lačen ljubezni. Postal pa je tudi lačen hrane. Ker je babici obljubil, da pride pozdravit sorodnike, je to tudi storil. Čeprav je bilo pri njej na obisku polno ježkov, si je babica vzela nekaj časa samo zanj in ga vprašala, kaj je prej hotel povedati. Še vedno je bil slabe volje in se mu ni ljubilo razlagati. Samo stisnil se je k njej. Ali se mu je le zazdelo, ali se je res počutil malo bolje. Malo manj je bil lačen, lačen ljubezni. Odšel je domov in prestrašeno pogledal streho. Na njej je stal oči in ga prosil, naj mu pomaga dokončati delo, ki bi ga sam zelo težko. Skupaj sta odšla v hišo, kjer ga je mami pozdravila z močnim objemom. Bratec ga je že klical, da bi si podajala nov mehurček. Zaslišal pa je tudi trkanje na vratih. Prijatelj ga je že nekaj časa iskal, da bi se mu pridružil na potepu. Nič več ni bil lačen, lačen ljubezni. Med premišljevanjem je ugotovil, kako ponosen je nase. Tokrat pa ne zato, ker bi vedel, da ga imajo radi. Zdaj je bil prepričan, da ga imajo radi tudi takrat, ko sam tega ne vidi. Včasih pride dan, ko smo lačni, lačni ljubezni. Takrat je zares pomembno, da imamo najprej radi sami sebe. Ponosni moramo biti, da smo prijazni, razgledani, zanimivi in da vsakomur priskočimo na pomoč. Morski ježek si je vsak dan ogledoval svoj odsev v vodi. Povedal si je, da se ima zelo rad, in res je tako mislil. S tem je poskrbel, da nikoli več ni bil lačen, lačen ljubezni. Ko pa je postal lačen hrane, je pohitel k babici, ki si je vedno znala vzeti čas za svojega ježka. Vsaka pravljica nas nauči kaj novega, le dobro ji moramo prisluhniti. Zdaj pa le še objem, poljubček in lahko noč.